pravi rojena kosem. Rojena kosem. Moj mož je bil v nemški vojski, doma iz Zagorja in ni hotel se vrniti. Čeprav je bilo par na partizanski strani, ampak njemu on ni želel iti nazaj v partizane, komunistke so ga že hoteli. Takrat, ko je šel k vojakom, ki je bil mobiliziran prisilno, da bi ga že takrat prestrigla. On je pa po drugi poti šel, da ga niso dobili in je šel raje k vojakom, kakor pa da bi šel k partizanom. In tako se ni maral vrniti. In je bil v ujetništvu, v Franciji najprej, potem je bil v Italiji in on je skozi želel, da bi prišel v Ameriko. In tako je emigriral v Argentino in z upanjem, da bo prišel kdaj v Ameriko. Tukaj je pa imel strica, ki mu je podpisal, da je po 6 letih po tistem prišel kljub temu v Ameriko. Ni pa hotel iti k stricu, ker tisti v Michigan, majhen kraj, je rajši šel v Cleveland. In tukaj smo se pa midva srečala. Aha, sta se šteli tukaj? 55 leta sva se pa poročila. Prišel je skovčkan kot mi, brez vsake či, čisto na nič smo začeli. In tako smo, par let smo stanovali pri starših, na vrh so imeli dvostanovanjsko hišo, sicer. No, pol smo pa malo svoje dobila in po 19 letih smo pa novo naredili. Da so že otroci spli in pomagali. Ampak on je bil izreden, samo za družino, za izobrazbo in za ni gledal nase nič, kaj rabi. Njega je zelo pazil za svoje hči, ampak samo na otroke. In tako, hvala Bogu, so vsi šole končali, vsi univerze, 3 z doktorati, 2 z magistrom, 2 pa z toga. Imajo vsi službe, še svojo kompanijo imajo in ti je dobro. Velik žega, res, hvala Bogu. Velik blagoslov. Pa če se zdaj nazaj preseliva na vašo družino, prej ste povedali, da izhaja vaš rod iz Železnikov. Železnikov, ja. In tako sta 2 brata prišla v Dol in star oče je hotel, da bi bil naš ata mlinar. Naš ata pa ni hotel mlinar biti, je hotel biti mesar. In tako se je šel za mesarja učiti, ker je, hvala Bogu, nas veliko reševal skozi težke čase. Če ni bilo drugega, je že najdel nekaj, da so klali ali kaj in da je nekaj bilo, da je bilo za preživetje. Tako je bilo taborišč, da bo je že v vetrinah, ker ni bilo hrane, pa so začeli kojne klati in je zmer kakšno kos prinesel, da smo spekli, da smo se preživeli. Isto taborišč se je zaposlil v glavni kuhinji in je spet pomagal. Skozi to, da mesarski poklic je rešil družino. Bilo nas je pa precej, naš ata smo imeli mesarijo doma, začel z nič. Imel je 2 mačehe, mama mu je umrla, ki je bil 1 let star. In ta druga mačeha, prva mačeha je bila zelo stroga, zelo sprava mačeha. Je imel 3 pol brate, 2 brate pa 1 sestro, 2 sestre pa 1 brata. Dočim pol je pa zelo, se je šel za mesarja izučiti, je bil 25 let star približno, mama pa 17, sta se poročila in tako je mama dobila od svoje tete to domačijo v Dol pod pogojem, da bo do smrti zajno skrbela. To je bila hišca, pa malo vrta, pa vse to. Ata je bil pa zelo, ni imel dosti izobrazbe, ampak je bil zelo optimist pa deloven. In bil je pa mesar, nobenega mesarja, od Litije do Domžal pa do Ljubljane. In tako je najprej začel gradil delavnico in klavnico in tako smo mesarijo imeli. Veliko dela, čas tudi po 8 goved glav na teden. In seveda, in to je bilo partizanom oziroma všeč, da bo je pograbila. Bil pa je,
kaj je komunizem, precej dobro seznanjen, ker sta bila z župnika zelo seznanjena in je vedel, kaj se v Španiji se godili in vse to, je bil odločno katolik. In tako je bil kmalu v nevarnost. Pa mu je en prijatelj povedal prav ti semerki, In tako je enkrat bilo gostilna, ki je en študent pobiral pomoč za revne študente, ate je pa dal vse posod, naš ate je zmer dajal, pa mu zato nič ni manjkalo. In tisto je pa dejansko bilo za partizane. In tako so njega enkrat Nemci ujeli in je, ko so bili na razpravi, je on bil zraven in je rekel, kar priznaj, da si mi res dal denar za partizane. On je dejansko pobiral za študente, on je pa dal in tako je naš ata prišel v Begne, v Ječo, 43 leta. In je bil v Ječi, v Begnah, stupa en dan. Takrat smo se zelo bali, če bo kot talc padel, ker so Nemci za vsakega Nemca, ki so ga partizane ustrelili, 10 ubili. Ampak smo imeli, kolikor toliko mama imela poznanstvo, ker smo kožo dajali pa vse to in da so njegove papirje ven vzela, da ni bil med talci umorjen. Ampak po drugi strani je bilo pa, bil je navaren, da ga tisti čas niso partizani sneli, pa ubili, ker so ga večkrat iskali, pa ga niso dobili. In tako je takrat, enkrat so ga poklicali in takrat je mislil, zdaj bo pa drug jutr, to je moja zadnja noč. Celo noč je premolil, pa Boga prosil, da bi vsaj 20 let mu življenja še dal, da bi otroci do kruha prišli. To smo bili še vsi majhni. Ta mlajšega brata niti bilo še ni. Frank je Marjen je bil star takrat 4 leta. Drugi smo bili vsi še majhni, še otroci. In zjutraj so pa rekla, prost si, podpisati si je mogel, da najmanjši postopek bojo družino selili. In tako se je izselil, da ni bil doma. Mi smo biznis vodili naprej, mama je vodila naprej, jaz sem v klavnici največ pomagala, ker smo zelo mogli zgodaj delati, vsi otroci. In to gre zdaj skozi nami. In en drug fant, ki se je malo zučil z nami, je pomagal to, da smo klali še vse glih masarijo vodili naprej, ker ni bilo nobenega masarija. Sestra je vodila tiste karte, ki je bilo vse na karte, in tako je šlo vse naprej. Ata ni bil doma, ker se ni upal, enkrat vem, da je prišel, so streljali na enega, pa ga niso zadeli. Ampak polk so pa domobranci prišli v Dovško in pol je pa večkrat se upal priti domov. Ampak je bilo pa 45, poleg tega Nemci so nasprot bili v župnišču, so imeli svojo postojanko, pa Nemci niso bili slabi za nas, so bili avstrijski vojaki. In je enkrat povedal prav, ti, v enem bunkerju so najdli seznam in ti si za likvidirati. Njegov ime je bil tam, da je za likvidirati. In tako smo vedeli, ko je bilo 45 leta, brat je bil v tem času že poklican tudi v nemško vojsko, starejši Marjan, Lojzi. In če bi on šel v partizane, bi družina šla. In tako je umaknil se in šel raj na Arbeitsdienst in v nemško vojsko. Takrat, ko je pa bilo na tem, ker so tisti Arbeitsdienst pa se tisti končal, je pa bilo na tem, da bodo poslali jih na rusko fronto, je dobil počitnice za v Celovc. Sem pa spet jaz bila tista, ki sem šla v Celovc, da sem ga spremljala, da sem gledala, kdaj so vizitacije naredili na vlaku, da je prišel srečno v Domžale in se priključil k domobrancem. Tisti, ki so bili pri domobrancih, niso bili kot dezerterji, so bili legalno, se niso, so skupaj delali, ampak proti komunizmu.
In tako, ko je bilo 45 leta, ko so se že preselili, že v Dovško, že v sosedno faro, ne, je brat prišel, ne, da se zdaj umikamo, ne, partizani bodo vse skupaj zasedli, ne, konc. Takrat je pater rekel, kaj ćemo pa mi. Vedeli smo, da bo ta prvi šel in kaj bi z nami naredili. In tako smo rekli, mi gremo tudi. In to smo na delo večer napokali neke gotove stvari, na voz, staro mamo poklicali, da gremo. In tako so 3 družine iz naših krajev odšle. Smo prišli do Cerkelj ta prvi dan, potem smo prišli do Tržiča, smo tam se tudi, ne, počasi je šlo, vse je bilo polno, nekje ni šlo naprej, so pa začeli na mraku pa streljati na nas. Je začel pokati rakete, vse sorte, je bilo tako strašno in smo mi vse pustili, kar smo imeli in se za roko držali. Mama je zagrabila voziček, nismo vedeli, da mama pričakuje. Frank, tata mlajši, je bil 8 mesecev star, pa rči smo zagrabili, pa bežali, ker so začeli streljati na nas. In tako smo šli v tisti gasi, pa to, da po robu, čez tunel ni bilo moč iti in smo šli na vrh. Mama je v nezavest padla pri Svetan in smo tam malo počivali, da je prišla k sebi, pa smo šli pa naprej. Ata je zagrabil en lonc, pa en hlebec kruha in tisti je počasi nam talil. Zdaj pa za Frank je bil 8 mesecev star, ni bilo mleka. Srečno je imela mama tisti lonc, pa je krave so se pasle, pa je šla kar kravo pomolst, da je otroku imela mlek dati. In tako smo prišli v vetrine. In spet da nič. No ja, pol počasi so že organizirali malo, ne, ata se je hitro spravil, tam so kuhali, pa ne, je bil masar, pa to, ki bojo robo dobila, ne, ni bilo drugega, so začeli kojne klati. In tako smo 6 tednov preživeli na pol. Za matere pa za majhne otroke so dali tam v grad, pod streho, ne. Mi smo bili pa odzunaj, so pa malo kole postavili, drevesa so vlupili, da so streho naredili, da so tole, da je odzgubili smo vso obleko, nismo imeli nič za prevleči, če se je kdo hotel, da se je opravil tam na potoke, je mogel počakati v šotoru, da se je posušil, da je lahko prevlekel, ker nismo imeli nič. Ne hrane, ne obleke, nobene reči. Tako smo 6 tednov bili. No in pol so pa se je malo organizirali, nekateri so malo več imeli, pa so malo pomagali, pa vse to in je kar še šlo. In tako smo prišli, so začeli pa no ja, tisti slovo od domobrancev je bilo žalostno. Že danes vidim, kako so jih naložili na trop in so jih odpeljali, ne. Kdo je vedel, odjali so, da gredo v Italijo, ampak kaj se je z njim godilo. No in takrat je doktor Janez pol zadevo rešil, ki je prišel nazaj, se mu niso verjeli, ampak vse glih je pol doktor Maršola, iz Maršola sta rešila zadevo. Doktor Janez je bil zadnjega konca, to je bil, on je mene 4-krat operiral. Smo se osebno dobro poznali, še 3 tedne pred begunstvom je bila moja ta zadnja operacija na vratu. Sem imela tubulo in ni se pozdravili in je rekel, jaz te bo to še enkrat pogledal, koga je. In takrat je ta prvi, ki je prišel, ki je pobegnil, nas je najdel pri šotoru in je pogledal, kako je moj vrat. Še zmeraj ga vidim, je rekel, ti ne bi bila nikdar zdrava, če bi ne naredil te operacije. Jaz se zdi, da je mogel biti kakšen rak ali tacka, ker je 6 mesecev prej je bilo rana odprta in je hud meso rasel. Na obsevanje sem hodila v Ljubljano, 14 let star otrok iz kolesa. Danes premišljujem, kaj te otroke vidim, koliko smo bili mi korajžni in koliko so nam zaupali starši.
No in tako smo mi prišli, smo že v taborišču, v vetrinah so že mladino, salezijanci, duhovnikov je bilo dosti, posebej salezijanci so bili zelo aktivni in so zbirali otroke in mladino, skupaj. Mi smo bili z nemške strani, nismo imeli nobenih šol, ker partizani so nam šole požgali, Nemci nam nič niso dali in tako smo mi v tistih najbolj nujnih letih brez šole rasli, brez osnovne šole. In tako smo v Logar zavedali, pri 14-15 let sem pa že vedela, da mi manjka nekaj. Črke sem poznala, brat pa zelo slab. Pisati tudi, ker nismo šolo hodili. In tako so nas že v vetrinah organizirali pa zbirali, da bomo za šole. In tako so v glavna inteligenca, pa to je šlo vse v Lijenc. Mi smo pa prišli po špitala, ne so razdelili v grupe, ampak v špital se je hitro organizirali, da so dali 2-mesečne tečaje, kdo se hoče prijaviti, če hoče za v gimnazijo naprej. Mislite, brez osnovne šole v gimnazijo, ne? In 2-mesečni tečaj in smo šli spite delati v Pegec za vstop v gimnazijo. Pa se ga naredila čez prvo gimnazijo. In tako smo začeli v šolo. Mi smo bili v taboriščih, imam lepe spomine. Zelo organizirano je bilo in mladina je aktivno življenje, moralno na višku, posebno v špitalu. Posebno po tistem, ko so se iz Lijenca dol preselili. Tako da smo gledali nazaj na tisto, kaj smo vse izgubili. Ampak mi nismo tega toliko čutili, smo bili pač še otroci. Dostikrat pa premišljujem, kako je to mama pa ata prenašala, ker sta vse pustila, 50 let garajna, je ata skozi rekel, 50 let bom delal, pa bojo pa drug zame delali, ker je imel les krasno vse v Palan, je bil zelo dober za ljudi, najemu je ni šenkval, ampak vsak je mogel malo odslužiti, pa mu je pa dal. Bodci oziroma pola nismo imeli, ampak je zmer to kupoval. A nekaj je imel denarja, pa je slišal, da je kaj naprodal, pa je šel kupiti. Tako je naše njive, pa to, da smo delali, bili kot bi zajc skakal, malo tukaj, malo tam, vse posod, ampak delali smo, naš ata je rekel, zjutraj pa zvečer smo šli na pole, čez dan smo pa doma bili, ali vse na polet smo, mi smo avto imeli doma, 38 leta, Škoda smo imeli. In takrat so že spet, da je že avto, pa vse to. In tisti, ki najbolj kritiziral je, da prvo prišel pel mi ženo ali hčerko v bolnico. Pa je bil pa za rešilca v vasi. In naš ata je skozi rekel, mi imamo Ameriko doma. Krasno življenje. In je vse pustilo, da smo rešili življenje. Ampak naš ata nikdar ni gledal nazaj. Zmer naprej. Nikdar kaj stokil pa rekel, to smel pa to, nič. Samo gledal naprej, kaj. In tako smo bili v Logarju, smo poskušali v Kanado, nismo mogli, ker ni bilo dosti delovnih moči, smo bili dekleta, pa smo čez Argentino pa rekel ne. Kje pa absolutno ne. Je predaleč, pa on je veliko bral. Pa je malo pred sabo, kako in kaj je zadeva. Poli se pa za Ameriko odprla, pa treba sponzorje, pa rekel, samo da pridemo v Ameriko, bomo že še pomagali. In tako smo prišli v Minnesoto, ker je bila prva možnost, sponzor, zdaj ga bomo že prišli naprej. In tako smo prišli v Minnesoto. Tam na kmetijo, daleč stran med Amerikance, da nisem. Ampak vse smo mi v šoli, v gimnaziji, se učili angleško že, da za prvo silo smo pa že malo govorili iz sestro. In tako smo prišli
Prijatelj sem pisala, kako nam je tam, ki je bila 2 družine, Dolenčeva pa naša tam na tisti kmetiji, sami smo jo obnovili čisto in hlev so napolnili in vse te, in Svate je spet bil mesar, pa je videl tisto, da dela klobase pa to in vse to in mu je bilo všeč in vse to, ok, prvo zi. Jaz sem pa prijatelj spisala, kako je tam, za dekleta ni bilo ok, in tam je bil pa Fader Rošina, pa Tušaj pa se te in prišli so nas obiskat. In takrat je samo pogledal mene, rekel, ti se kar naprav pa greš z nami. In tako so me odpeljali na Gilbert, tam je bilo pa že več naših Slovencev. In tako je vzel eno zimo, da so prišli pa še drugi na Gilbert. Je rekel, da smo odslužili, kar je za sponzor dal za nas pot iz Washingtona, iz New Yorka do Minnesote, zdaj gremo mirno pot, svojo pot. In spet ni bilo moč stanovanja dobiti. In tako je na Gilbert bilo v Minnesoti, da je bila en star Slovenc je umrl, pa ni nobenega lastnika, ne noč, in tako je občina imela tist, župan, je mu pa masarijo tam nasprot, Klavenco, na šate je hitro se zaznanil z njim, je tam dobil del in tukaj je bila pa ta hišca na prodi. Jaz sem tako čez zimo že delala, da sem malo zaslužila, vse sem prišparala in tako smo tisto hišco kupili. To je bilo že 50 leta, pred ta prvo leto. In tako smo imeli že svojo hišo. Ata je pa delal tam v Klavec, spet masala, in pod noč je pa v rudnik delal. Je garov, pa 50 letih. Mama, seveda, so bili mehne še, Frank je bil 4 leta star, to je po taborišču malo zraslo, da je bil 4 leta star. In tako smo 51 leta so dejali, ja, bomo to hišo malo povečali, drugi so rekli, to se ne splača povečati, hišo odmaknimo, pa drugo naredimo. In tako smo novo hišo naredili 51 leta v Minnesota. In vsi smo delali, bili so pa zidarji, pa to, kar so nam pomagali, pa za majhen denar, da smo hišo naredili. Ampak mi za dekleta, pa to je bilo pa le, ni bilo, nekaj nam je manjkalo. Ameriške samo, ni bilo družne, malo nas je bilo tam Slovencev, pa smo imeli to ameriško domovino, pa kako je v Clevelandu, pa vse to. In jaz sem imela eno prijateljico, ki se je poročila v Cleveland in pred 52 leta smo šli na obisk in kočke napokale pa šli v Cleveland, iz sestro, iz tota mlajša. In tako smo 52 leta, oni so postali v Minnesota. In tako smo, eno zimo je vzel prepričati Ata, da se splača hišo tam gor psit, pa da bi vsi prišli. Ata je rekel, one namarajo domov, družina lahko še ostane skupaj, zakaj bi bili ločeni, pojmo pa mi dol. In tako so dali hišo v najem v Minnesota in prišli v Cleveland. In tako smo se v Clevelandu spet, to je bilo 53 so oni prišli, mi pa 52. Da smo hitro dobili delo, služba je novo, z elektriki in vse to. Je bilo drugače za službe, takrat, ko je danes. In tako smo pol se tle hišo kupili dvostanovanjsko spet in smo se poročili. In tako smo 52 leta, 54 leta smo že tudi Cleveland kupili, v Minnesota pa prodali in tako smo. 55 leta sem se jaz poročila in 6 mesecev za tiste, 4 mesece za te moje se. To je vse v knjih napisano. Ampak življenje doma je bilo pa tako napeto med vojsko, da smo bili srečni, da smo v miru živeli, tudi v taborišču. Posebno takrat, ko so prišli krast po noč. Ata ni bilo doma, sami smo bili, mama pa mi, pa navadno sem imel zmeraj še nekaj pomagal. So porukali to, kje je Ata, ga ni bilo. In tako so začeli, kar je nam pasalo. Voz so potegnili iz kozovca, kojna iz kleva, pa nosili. In
pobrali, kar so mogla. Mama je mogla tudi v klavnico odpreti, da so še tisto maso naložila in odšli. In mi smo se pol tako bali po tiste, kadar je kaj zaropotal, smo že mislili, že spet so prišli. Tako da v takmu strahu živeti ne moreš. Je boljš vse pastiti, pomir živeti. No in hvala Bogu, da danes smo tukaj. Kako imate pa kaj spominja na brata? Še enkrat bi prosila, če poveste v družini, kako ste otroci bili po vrst, pa približno kdaj rojeni, pa kako jim je bilo ime, potem pa če še o bratu kaj poveste tem, ki je potem bil ubit. Ta Lojzi, ta starejši brat, je bil, z nami je živela tista tetekna hiša dala, in ona je bila zelo navezana na tega fanta. On je bil ministrant, vsak dan sta hodila k Mašane in njega je ona bila grozno draga. In on se je učil tudi doma v mesariji. Pravzaprav on je hodil že v gimnazijo v Ljubljano, ki je bil star, on je bil rojen 26. leta. In Zofi je hodila v maščansko sestra, ta starejša, on je pa hodil pa realno v Ljubljano. In ko se je vojska končala, je bilo vsega konc. Je pa po delu mogel tudi doma pomagati in tako smo mi lahko nadaljevali biznes, ker ata ni bilo doma. On je delal, pa še en drug je pomagal, pa jaz, da smo zaklali, pa se rihtali naprej. A ne, kaj pa mogel jeti k vojakom, seveda smo ga vsi pogrešali. On je bil taka duša. Jaz sem veliko bila zatem. Največ sem delala zatem. Druga, ta starejša sestra ne. Ona je bolj bila v hiš, pa bolj v knjigah, pa to. Jaz sem pa bolj zatem, pa v klavnic, pa to so mislili skozi, da bi masala, ne. Ampak, seveda, pa so se obrtila za narobe, hvala Bogu. Pok je šel pa k vojakom, a ne, sem povedala, a ne, na arbeidsdienst, pa to. Mi nismo dosti imeli od njega. Prej je bil mlad, v šolo je hodil, no pol se je vojska začela, je šel k vojakom, pol je bil pri domobrancih par mesecev, ker še 18 let ni bil star, ker je bil nazaj poslan. On je mogel 17 letom jeti že k vojakom. In tam je bil ne pol leta, pol je bil pa nekaj mesecev pri domobrancih. Ampak je teta, stara mama pisala, da se je en tiste, ki so hodili tam v teh ali jih nabirati, kdo so za likvidirati, je rekel, ker ta starega nismo dobili, je pa ta mlad crknil. To nam je pol stara mama pisala. Ker pač žrtev zata. Krasen fant. Zelo. Marjan se ga ne more dosti spominati, malo se ga, ne, Marjan je bil koliko, Marjan je 38 leta rojen, ta najstarejši je bil Lojzi. Pa je bila Zofi rojena 28. Jaz sem 30, tako da sem zdaj že do 82 vopli. Pol je Urši, ona je 4 leta mlajši. En bratec je bil rojen 36 leta, je umrl, je pokopan v Dolu. Tisti je po 6 tednih je umrl, je božjaster bil, pa je umrl. No, pol je bil 38 leta Marjan rojen. 44 po tistem, ki je ata vrnil se iz Begen, je bil pa on spočet in je bil rojen septembra, dela bomo 19. septembra, ima rojstni dan, je bil pa 44 leta rojen. In mi smo pol pa malo odšli in je bil 8 mesecev star, ko smo ga nosili. On se na dom nič ni dosti spomenil, kar je pol bral v knjigi in ko je bil že kot duhovnik, on je bil škofotajnik, za škofa Hikija, on je duhovnik. In je bil na fari, še kot še mlad, ne 2 let, ko je bil na fari, so ga klicali na škofijo in tisti škof, ki je prišel v Klebel, škof Hiki, ga je prosil, je izbiral nekoga, ki bi bil narodnosti. In tako je
so njega sprašali in vse to in ga izbrali. In sta bila kot oče pa sin. Tako sta se rada imela. In tako je bil njegov tajnik, dokler je bil on tle v Cleveland. Pa je bil on kot kardinal v Washington predstavljen, nadškofa, ne. On je bil pa na škofiji še nekaj časa, ampak on je želel, da bo na fari. In ki je videl, da ta fara v Iliriji, predvsem velika fara, rabi župnika, je on zaprosil in je dobil, ker je faro s celo škofijo imel pred sabo, ker se je škofam prej v krog hodila, ne. In tako je dobil tisto faro in je najprej cerkev zgradil, 20 let nazaj, krasna cerkev, ker ena druga cerkev so zaprli, ker ni bilo dosti faranov in so vse tiste dragocenosti, tiste steinvinte, konopuse, ker je bilo take dragocene, vse v to cerkev noto delali. No in 6-8 let so pa še šolo povečali. In vmes, to je bil, naši otroci so vsi garači. Marjan je bil arhitekt, je inženir, ampak je bil arhitekt, Dočim, on pa tudi glih tako. Je rekel, ja, vsi delate, mi smo tudi hišo naredila, ne, po 18-19 let sva bila poročena in sva skozi šparala, smo rekli, da bomo eno začeli, da bi otroci videli, kako hiša zrase. In tako so takrat že vsi otroci pomagali pa delali in tako je že eden od sinov že tudi svojo naredil, no zdaj je že ta drugo naredil. In je to način vzgoje in pa tudi malo talenta tudi v tem. In tako je moj brat naredil tudi vikend z enem drugom, ki je brez staršev bil, pa je nekaj denarja, so mu starš pustila, pa malo pa vred, malo je mama pomagala in sta za vikend naredila pri jezeru kot nekak začetek, pred nje začel cerkev delati, kako se gradi. In tako je cerkev naredil. Se pa že ta druga nekaj dela. Z Marjana, če bi Marjan tam skupaj delala. Zelo povezana. Od brata bi šel vse, to se pravi, mogoče tam, ko je šel na Koroško, ste potem... On je bil z grupo, z domobranci, on je bil odličen, je bil vseb, res farane z naše vasi, fante, ki so bili skupaj. Časa do časa je prišel do nas ga šotora, ampak oni so bili skupaj, oni so v trdni veri bili, da gredo v Italijo. In mi smo naslednji dan bi mišli, kaj bi z nami počeli. Ti lahko mislite, kaj je ta doktor Maršol naredil za slovenski narod, da je toliko tisoče ljudi ohranil. Čeprav so mu nekateri učitelj, ki je bil takrat s tisto grupo Maršol, ki so tela bolnike pelali in so v Kranju se ločili od njih, doktor Janeš pa Maršol, ki so oni šli naprej, to je Mrakova opisala v tisti knjigi. In dočim te dva sta se pa ločila in sta šla svojo pot, da sta bila v taboriščih. In tako je on v vetrinah, Bog je imel tukaj svojo moč, vodo je vse skupaj. In da je rešil in prepričal, kaj bo iz teh ljudi, kaj bojo s tem ljudi naredili. On je bil odličen fant. Se pravi, koliko dobrih ljudi so uničili. Kaj bi bil slovenski narod, če bi vse to tam ostalo? No tudi, poglejte, koliko so tudi že begunci naredili za Ameriko. In to bi vse bilo v Sloveniji. V Sloveniji so pa tisti prišli na vrh, ker niso prej nič bili. Ko so bili hlapci, ko so jih uporabili, da so ljudi pobijali. A je tako bilo? Točno tako. Ja. In ker niso ate dobili,
je pa brat crknil. A se tako reče za človeka? Pa ste se še lahko poslovili od njega tisti dan, ko je šel? Takrat, ja, videli smo tisti jutr, ko se jih odpeljali na delo zjutraj. A ne, pomagali pa to, mi zdaj gremo. Oni so šli s prepričanjem, da gredo v Italijo. Se niso, in pa smo bili skozi strahu v taborišču, takrat, ko so nas iz vetrin izsrvali, če bojo nas tudi spet tako naredili z nami, kot so zunaj. A gremo res v druga taborišča, ali bomo glih tako šli. Smo bili v strahu takrat. Naše življenje je bilo čist. Tako. Se je težko predstavljati. Ja. Ampak pravite, da oče je pa bil tist, ki je naprej gledal, ne? Oče je bil ta gonilo. Naš ate je bil gonilo. Nikdar ni pogledal nazaj. Samo naprej. In ste izgubili vse, kar ste imeli? Vse. Vse. Še tisto, kar smo jih samo vzeli, smo v tržič pustili. Smo čist prazno prišli. Mama je v Borovljah, ko so, je rekla, prav doktor Janaš je prišel zraven, ne, mi smo se doktor Janaša dobro poznala, ne, ker so se dol pa Dovsko je sosedna vasa, ne. In je rekla, mama, nimam nobene reči za prevleči otroka. Je pa tam zagrabil na juhe, pa ji je dal. Potem smo tiste vojaške sukne zaogrnili. V šotore, na zemlji smo ležali, pa smreče smo imeli, pa iz kakšnem tistem vojaškem cunam pogrnili. Nič nismo imeli, čist nič. En lonc pa tist kruh smo pojedli. Ampak smo vsi preživeli. In katerega leta ste se potem preselili sem? To je bilo? Mi smo prišli v Ameriko 49. leta. Točno je vse bil datum v knjigi. Tako da so bili tako zadovoljni, ker tista knjiga smo rekli, prvič je imel Marjan terapijo, da ni mislil na svojo bolezen, ampak kako, da bo to spopolnil. Zdaj pa, da je bilo še vse bolj polna, a ne, našo pot sem v glavnem mestu pisala. Ne vem, sestra ni, sestra je bolj več v šolo hodila vsa leta, ampak enostavno 2 lista pa je bilo konca, ne. Drugi so bili pa manjši, pa nismo v šolo hodili. Smo kar tako, ne, rasli, kar prsti tam na brez. In kaj sem že začela prehodati, ja, mi smo prišli v Ameriko 49. leta. Pa smo 53. leta smo se vsi iz Minnesote preselili v Cleveland, no pa smo pa tle v bližini Clevelanda ostali. Sestra je šla spet študirati, ona je šla spet svojo pot, ona je pa nurse, bolniška sestra. In je šla svojo pot, je ostala dalj časa tam in tudi pol tle je šla svojo pot. Mi za mlajši sestra smo pa skupaj delali in je vse mam dajale, da je čim prej bila hiša plačena, da je bila čim prej naša hiša, ne. No, pa smo se pa poročili 55. leta julija, sem se jaz poročila, ona se je pa po septembra, tudi 55. leta. In ona ima 3 otroke, no jaz jih imam pa 7, v 9 pa pol letih je bilo vseh 7, 8 sem pa zgabila. Je bilo delati treba, ne? Ampak Bož je bil odličen, ne? 42 let so skupaj preživela. In 60. leta on se ni vrnil. Tudi domov je, staršev pa ni več videl, ki je bil 17 let star, ampak grozno je bil navezan na mamo in atek je bil tam na mlajši od fantov. Ampak še mlajši je pa sestra in sestra je skrbela za mamo in takrat, ko je mama umrla, je Joku pa je rekel, nekaj čva narediti za sestro, ki je skrbela za mamo, ki jaz nisem mogel, prav bi jo sem dobil na obisk. Ok, sem rekel, fajn. Pa je prišla sem na obisk, najprej za pol leta, tla smo nekaj spoznali se s tistem in s tem fantom, njegov brat je v Argentini bil njegov prijatelj, pri vojaku so bili skupaj, ta je bil pa v Kanad, pa nas je glih jesen prej obiskal
In tako smo se s tem spoznali in tako je ona obiskala njihove na domu in tako je prišla sem in tako sta se spoznali in se poročila in šla v Kanado. In tako je bilo, smo imeli mi edin kraj, ki so bili mehna, po 10 letih smo prvič kupili avto, mi smo bili brez avto, otroci ne morajo razumeti, kako smo mi živeli brez avto 10 let. Ampak nama je bilo v glavnem najprej družino, pa ta drug. Hišo smo kmalu kupila, on je delal, ampak avto pa ni bilo nujno, pa ga nismo kupili. In no, takrat 60, takrat smo pa se je pa še zaobljubili, rekel, če bo sestra tukaj ostala, prav bomo še romali na Barodove dneve. In tako je tukaj ostala in takrat sem jaz pričakovala 7, ko smo mi kupili avto, smo poklicali Lune in smo šli vsi na potovanje za cel teden. Samo 12, zdaj še 2, to najmlažjega sem pa pričakovala. No, smo bili zelo, in še tudi danes, ona je zelo zadovoljna, ima tudi 10 otrok že zelo povezan med sabo in naši zunaj leta sta praznovala 50. obletnico, so vsi prišli, tudi naši vsi, za to. Tako da zelo povezane z drugim, kot naš otroci tudi. Največ, kar mu moraš dati otroku, je izobrazba. To ne more noben vzeti. Mi smo vse zgubili, kar smo jo jeli. Samo kar je kdo v glavni, so tisti šel s tabo. Pa ste kdaj kaj potem probali dobiti nazaj vse, kar ste pustili? Sestrična je dolg časa delala, pa ni bilo nič. No, delala čez takrat, ki je bil 60. obletnica, ki je bila odkrega Nova Maša, takrat so pa to rešili, da smo za hišo dobili, ker je hiša. In z tiste hiše so 6 stanovanj oddali. Je bila lepa enonadstropna hiša, smo imeli mi stranko in mi smo imeli komod in še tukaj in malo so predelali, malo pa uničili, in dolg časa so se pregovarjali. Tovarna je rekla, da ne lastuje, občina je rekla, da ne lastuje, nazadnje pa tovarna oddala stanovanja in za tisti denar smo mi dobili, kar je hiša vredna. Kar se pa tiče zemlje, tiste pa malo tukaj, malo tam, ker je ate kapal, kadar je kidnar je imel. Kadar je bilo kekaj na prodi, navadno je on šel malo zvečer, kakšen kozarc v gostilno, pa je slišal, ta je umrl, to je na prodi, pa to, drug dan je šel pa kupil. In tako je pri nas kmetija nastala, da smo imeli mi del, da smo otroci mogli delati. In za tist so pa zdaj skupaj dali nek za dobro, ali kje nek. In tam so dejali, da še ni poti, da bi se do tistega prišlo in ni, tisto je še mrtvo. Daj bo za tisto, ampak je precej vrednost, precej zemlje. A to je bilo nacionaliziran potem? Ja, vse je bilo vzeto. Bratovca žena je imela cel pop tistih papirjev, pa hodila sem pa tja. Tistega ni bilo nič. No, pa nazadnje so pa za hišo pa vse stanovanje oddajali, pa prodali, je bilo pa. Pa to, ki je rekel sosed, oziroma sestrična, ki zraven živijo, je rekla, pa še stanovanje je, ki ga niso, tistega so pa zadržali. In zdaj je hiša, so še vedno stanovanja? O ja, zdaj so lastniki v tisti hiši. Ja, 6 lastnikov. In še vrt, ki je bil, so si razdelili, da imajo malo gredic za zelenavo. Tukaj, ki smo imeli pa mi mesarsko poslopje, pa garažo, pa klavnico, pa tisto, so pa odrezali. Tukaj je bila hiša, pa je bil vrt, pa je bilo pa mesarska, pa masnica pa to, ki smo meso prodajali pa to. In tiste pa so pa podrli in je tovarna prodala enemu Bosancu. Bi naš ljudje rad kupili z občine, ampak je on dobil. Za tisti
Tiste pa tudi nek ustal, tiste je bilo tudi nič. Tiste je bilo še takrat, ko so bili bolj na obladi. Je bilo okrog, maybe 50-60 leta. Kdaj ste se pa prvič vrnili v domovino? Jaz sem prišla 73 leta, moja mama je zelo želela, da bi šla v Rim, takrat, ko so Sloveniko blagoslovili. Zdaj pa noben ni imel časa, vsi so bili tako grozno zaposleni, pa so pa rekli, še ti mi ostaneš iz 7 otrocem, če bi ti šla z mano, ker sama se ni upala, ker je imela mali srca problem. Moj mož je rekel, ja, ona bo pa šla. Moj mož je bil odličen. Pa vam je bilo težko priti v Ameriko, tukaj vam je bilo dolg čas? No, mi smo samo želeli nekam, no. Ker smo vedeli, da taborišča ne morejo obstojati, ni bilo budučnost. In za Ameriko smo nekam prinavdušili, tudi v Kanado bi šli. V Argentino je pa rekel ne. Ampak pa sem pa šla s tem, da ne mlajšima sinem, on rad potuje, pa smo dala časeka, ki ima dosti prijateljev, so šolci. Mi smo bili, taboriščno življenje smo bili odlično. Ves čas v gimnaziji, tile Salezijanci oziroma Bajuk ravnatelja in tako pestro, in zdaj so tisti sošolci predvsej v Argentini, neki tle nas je nek 6, Jegliča, od Jegliča profesorja, sin je tle, z njim so bila to prijatelja, on je matematiko učil, in vas pa bila dobra v matematiki. In Maršolo, Tine, najmlajši, potem dve dvojčke star, ki bojo delali ta teden 80 let stare, so bile sošolke, pa še na drugo. Tudi nas je kar precej tle sošolcev. In v Argentini pa tudi. Res so bili srečni, ker so imeli vse inteligence je šlo dol, duhovniki, profesori, vse to, dočim tle smo plavali. Tle smo malo tu, en tukaj, en tam, in te slovenske fare so bile, pa ne so bili tukaj partizanom, ta prosveta, pa tukaj pod vplivom trdečih, da mi nismo bili dobrodošli. V teh kulturnih vrtovih nas niso sprejeli. Šele danes je čist druga pesem. Par družin, da so nas lepo sprejeli, drugače pa smo bili zelo hladno sprejeli. Ampak ne, danes pa čisto drugače. Vidijo, da nismo vse glih ne take brave. Ah, pa ja.